dva močna razloga sta. Pač jaz sem človek, ki nekdaj že hodim v knjižnice, ne, z vsega začetka je moja osnovna knjižnica Mariborska knjižnica. Sicer nekoč sem stanoval na Taboru, torej prva knjižnica je bila Pionirska knjižnica Tabor, ampak sem zelo hitro prerastel pač njeno zalogo, teda sem potem že v osnovni šoli hodil tukaj v Pionirsko knjižnico Rotovž. Tudi so me že potem kot pionira še pošiljali sem že, ne, ker pač sem malo večje interese. In do danes je to ostalo. Danes je sicer doma v Novi Vasi, ampak imate zelo idealno čez cesto Novo vas podružnico. In v glavnem vse, kar rabim, te osnovne zveze, sigurno najdem tam. Drugi razlog je pa to, da sem pred 27 leti bil tukaj skoraj leto zaposlen kot pripravnik. Kaj bi bilo, če bi bilo, pač izteklo se tako, da tega pripravništva potem nisem dokončal s strokovnim izpitom, ker sem dobro služil v šolstvu. Priznam pa, da vsa leta, ko sem delal v šolstvu, kar danes več ne, sem vedno razmišljal, a sem naredil takrat pametno potezo, da sem šel iz knjižničarstva v šolstvo, ali nisem. Teda odgovora popolnega nimam, marsikaterim pogledu verjetno bi bilo pač marsikaj drugače, ampak v vsakem primeru dalo mi je to kar neko temeljno znanje tudi za te stvari, kar pač danes počnem. In brez tega enega leta, ki bi delal tu takrat pred mnogimi leti, marsikaj bi manj vedel. Meni je to, ker sem pač zgodovinar, v osnovi osnovno orodje poklica. Dobro, pač rečemo zgodovina, temeljijo zgodovinski viri, kar sicer običajno predvsem v arhivih, ampak ni vse nujno. In tisto, kar recimo tudi meni kot otroku začelo, zakaj sem začel se s zgodovino zanimati, seveda so bile strokovne knjige, ampak zgodovinski romani, mladinski romani in take zadeve. In preko tega že jasno, da to seveda je prva postaja vedno knjižnica, najprej pionirska, potem odrasla in tako naprej. Drugo, kar je pač seveda to je, pa da ravno zaradi tega, pač, ker sem dovolj star, da se spomnim, kak je bilo to nekoč, pa ker vidim, kak je to danes, se globoko zavedam, kakva vrednota so knjige. To, kar imamo danes pri večini, predvsem mlajših, žal pač ne temelji na knjigah. Sam priznam, tudi zelo redko, da cele knjige preberem, ker pač čas je taki, pač seveda tudi skozi zgodovinarji, pač doskrat samo na hitro kaj pogledal, ampak bi si zelo želel, da bi imel pač ta čas, ker vem, da samo temeljita informacija, popolna informacija je tisto, kar nekaj pomeni. Vsakašna podobnost z današnjim svetom na spletu, neki temeljiti popolni informaciji, težko govorimo. Če že človek potem dobi, mora pač na veliko sajtov pogledati, to pa večino ljudi ne počne. In stvar, ki je pri internetu in je svoja povezan s knjigami, je to, da pač na internetu je marsikaj, nikoli pa ne bo vse. Že kar se teh nekaj starejših zatiče in tisto, kar predvsem mlajši ne razumejo, je to, da ti, če hočeš internet kvalitetno uporabiti, moraš imeti predznanje. Da lahko ločiš zrno od plevela, da lahko ločiš fake news od news. In to pa še vedno temelji ne na internetu, ampak na knjigah. Mladi bodo to zelo težko slišali pa razumeli, ampak drugo, kot da jim to povemo, pa da se trudimo v tej smeri, da pač nekaj naredimo, pač ne vidimo. Če začne samo od sebe, zelo veliko. Nekako si sploh ne znam predstavljati, recimo, kaj bi recimo v življenju počel, mislim, čisto te strokovne, pa tiče ne bilo takih knjižnic, kot imamo Mariborsko knjižnico. Tisto, kar pa se zavedam, je pa to, da danes knjižnice nikako niso samo izposovalnice knjig, da je nekaj to središče komunikacije, spletišče komunikacije. Tudi recimo, če se spomnim svojih časov 27 let, pa so bile prireditve, pa so bile razstave, recimo, možda takrat ni bilo tega. Recimo, pogledam, kar Mariborsko knjižnico danes počne, mislim, to je čisto neki drugi svet. Zdaj, nekaj sveta sem tudi videl, tako da moram reči, da sem ravno zdaj povsod iskal knjižnice, ampak recimo spomnim se, da me je izjemno pozitivno presenetilo, ko sem bil na Danskem. Država, ki je meni sicer po marsikaterem pogledu bila in mi je še vedno zelo blizu, bi si zelo želel, da bi Slovenija šla v neko smer Danske. In tam povsod v večjih mestih, kar sem jaz bil, Orhus pa Kopenhagen, recimo neka osrednjo tako kulturno središče, za res najširše populacijo je bila knjižnica. Mislim, v Orhusu mislim, da je bilo tako nekaj, kot da je bilo neki bivši tovarni, ogromni prostori, mislim, svetlo, zračno, policije, kjer lahko človek sam brska in sam išče knjige. Vse take stvari, recimo, ki določeni meri, ta knjižnica, kljub svoji prenatrpanosti, še vedno je imela. In seveda verjamem, da ko bo zdaj pač nova zgradba, bo res nekaj takega.